Lepo pozdravljeni. Vlada je danes obravnavala in potrdila sklep, da se regres za letni dopust za leto 2019, seveda gre za dve noveli zakonov, izplačuje v tem smislu, da je v celoti oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varstvo in da je izvzeto iz dohodnine, torej tako, kot smo že napovedali. Torej, v tem delu je vlada izpolnila svojo obljubo, da bomo to uredili v najkrajšem možnem času. Jaz ravno tako, kot sem dal obljubo tudi že po ekonomsko-socialnem svetu, da bomo pohitrili proces. Kot veste, je ekonomsko-socialni svet v petek obravnaval predlog davčne reforme in se je odločil in soglasno podprl, torej vsi predstavniki tako delodajalcev kot delojemalcev, da se regres za letni dopust izvzame iz paketa teh davčnih ukrepov in da se s tem ukrepom pohitri, tako da ga bodo zaposleni lahko dobili za izplačilo že za letošnje leto, torej v zakonito predvidenem roku, to je do 1. julija. Zdaj, seveda v najkrajšem času bosta šla oba predloga zakonov naprej v Državni zbor. Vlada je tudi predlagala, da se oba zakona obravnavata po nujnem postopku. Naj še enkrat omenim, regres za letni dopust za leto 2019 je oproščen vseh prispevkov in tudi plačila dohodnine, kar pomeni, da vsak evro, ki ga bo delodajalec namenil za regres, bo delojemalec, pomeni zaposlen, v enakem znesku dobil na svoj račun. Vlada še enkrat se tu v celoti odpovedala prispevkom in dohodnini. Zdaj, razpon, ki je tu predviden, je, po zakonu vemo, je minimalne plače, pa do višine povprečne plače, recimo cirka 1700 evrov, bo regres oproščen, rečeno, vseh prispevkov in dohodnine. To bo seveda nova ureditev, ko bo sprejeta v Državnem zboru. Za vse delodajalce oziroma vse zaposlene, ki pa so že dobili regres izplačan po stari ureditvi, pa smo predvideli tudi ukrepe, kako bomo to uredili. Torej, postopkovni organ, v tem primeru FURS, bo seveda izdal te odločbe in bomo v najkrajšem možnem času ta sredstva, ta vplačilo akontacij vrnili bodisi podjetjem oziroma podjetja naprej zaposlenim. Torej, tudi to je urejeno. Ne bi v tem delu šel, ker so to tehnične podrobnosti. Sam postopek je objavljen na spletni strani našega ministrstva, kako bomo to izvedli. Je pa ključno, to bi rad poudaril, da smo v tem delu izpolnili obljubo, da to uredimo kot ta ukrep za leto 2019, da razbremenjujemo delo in spravim, da pač delo mora šteti in mislim, da v tem primeru je to eden izmed ukrepov, s katerim bodo delodajalci lahko ustrezno nagradili svoje zaposlene. Seveda pa prepuščamo delodajalcem, to je seveda njihova stvar, v okviru njihove politike nagrajevanja in njihove poslovne uspešnosti, da se bodo sami odločili za višino regresa. Mi smo pač seveda kot država omogočili, da je to do višine povprečne plače. Hvala ministru za to odlično novico. Zdaj pa vaše vprašanje na to temo. Orešnik, hvala. Gospod minister, torej, če smo prav razumeli, neto regres ne bo več manjši kot 886 evrov, kot pač znaša bruto minimalna plača v Sloveniji. Smo to prav razumeli? To je bilo že zdaj zakonsko določena kategorija, da se regres izplačuje v višini minimalne plače 887 evrov, mislim, da je ta vsota. Bo pa seveda bistvena razlika. Teh 887 evrov, če bo ostalo seveda pri tej številki, ne bo več bruto znesek, oziroma tisti znesek, ki bo se potem, katerega se plačuje akontacija dohodnine, ampak bo to postal neto znesek. Kar pomeni, da bo tudi pri zaposlenih z minimalno plačo oziroma ki bojo prijeli regres v višini te minimalne plače, da bo ta razlika v tej dohodnini, mislim, da bo to nekje od 150 do 250 evrov po različnih stopnjah obdavčitve prineslo vsakemu zaposlenu več neto za njegov račun, tako rečemo. Jaz mislim, da si seveda pri nas tudi vsi, ki delamo, cirka 900 tisoč, vseh tudi zaslužimo ta regres,
Upam, da ga bodo seveda vsi dobro izkoristili. Z moje strani pa samo apel, naj ga seveda v čim večji meri potrošijo v Sloveniji in bomo s tem spodbudili domačo potrošnjo. To bi bila seveda moja želja, seveda se bo pa vsak posameznik sam odločil, kje ga bo koristil. Samo še to, a je potem tudi vaša želja, apel, da pač delodajalci zdaj počakajo z izplačili, dokler ne bo pač ta nova ureditev potrjena v državnem zboru, bi bilo to smiselno, da se potem ne rešuje za nazaj? Z moje strani težko prejudiciram dogodke v državnem zboru, to je seveda stvar državnega zbora. Jaz računam, da se bo to v najkrajšem času uredilo. Je seveda to prepuščeno delodajalcem, da se bodo odločili, bodisi da izplačajo po sedanji ureditvi ali pa počakajo na novo, to je potem predvidoma v mesecu maju in juniju. Vsekakor bomo pa uredili to potem za nazaj. Seveda, mi bi se seveda želeli, da bi bilo tega čim manj, da bomo potem čim manj za nazaj urejali, ampak z naše strani sporočilo je jasno, zadeva je v parlamentarnem postopku. Imamo še vprašanje TV Slovenija. Še dalje na TV Slovenija, zdaj pravite, zadeva je zdaj na državnem zboru, zdaj tam so že vloženi določeni popravki zakona strani SDS-a. V najkrajšem možnem času bi lahko ta zadeva kakorkoli zapletla celoten postopek? Torej, vlada je dala oba predloga zakonov naprej po nujnem postopku. Zdaj seveda na državnem zboru pa je, da se bodo uskladili, poiskali najboljšo ureditev. Sicer postopki so znani, katere so možnosti, ampak to bi pa jaz prepustil zakonodajni veji oblasti. Hvala, če na neki drugega. Načeloma se držimo te teme, razen če minister bo odgovoril. Poskuste. Mene zanima glede izplačevanja dodatnega dela policistom pri varovanju šengenske meje. Očitno prihaja do različnega tolmačenja, sindikati pač trdijo svoje, verjetno ste seznanjeni s tem, tudi pismo premierju je šlo. Zakaj se dejansko izplačuje teh 15 milijonov evrov? Oni pač pravijo, da bomo govoriti za bruto plače, očitno bo gre tukaj za bruto. Mislim, da na to vprašanje bo pa res bolj kompetenten sogovornik, minister za notranje zadeve, ki vam bo znal to bolj natančno razložiti. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala ministru. Svidenje. Nadaljujemo z drugo pomembno temo. Dober dan še v mojem imenu. Torej, vlada je danes na seji potrdila besedilo nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti, ki je bila predmet, kot veste, javne razprave že dlje časa. Torej, ključni poudarki, gre za prenovo dokumenta, ki bo odražal, se pravi, nove varnostne izzive po letu 2012. Ključni poudarki so bili že večkrat povedani, se pravi, prvo nova grožnja, se pravi hibridne grožnje, potem prenova obstoječih tekstov v smislu predvsem kibernetsko-informacijskih groženj, potem terorizem in ekstremizem, nasilni ekstremizem in pa mogoče tisto, kar je najbolj sprožilo javno razpravo in tudi katera je tudi največ tekla, je se pravi vprašanje povečanih pooblastil Sove. Tukaj smo po javni razpravi dopolnili tekst, tako da smo še okrepili sodni nadzor. Predviden je tudi oblikovanje tako imenovanega tretjega stebra nadzora. Do sedaj smo imeli sodni nadzor in pa politični v obliki komisije državnega zbora. Sedaj v predlogu tega besedila obstaja še tretji nadzor, se pravi strokovni, ki pa ne bo imel, to je treba poudariti, vpliva na uporabo teh pooblastil, ampak bo tisti organ, ki bo preverjal strokovno, kako so bila ta pooblastila uporabljena. Nova sprememba v tekstu samega besedila je tudi znotraj sistema nacionalne varnosti, se pravi oblikovanje obveščevalno-varnostne skupnosti. To je nek nov element, ki ta dokument in tudi naš sistem, bom rekel, nekako približuje prevladujoči ureditvi v zahodnem svetu. Torej, na kratko, če bi pa došlo vprašanje, pa izvolite. Hvala državnemu sekretarju, ki zdaj nisem uspela predstaviti, pa da poznate, dr. Klemen Grošelj. Tako da izvolite, vaša vprašanja. Ni vprašanje, vse nam je jasno. Zaenkrat hvala. Hvala. Nadaljujemo. Izvolite. Če bo seveda Lahko ugibam, kaj bo, ampak sem opustil preseneti. Streljanja na točko ob 3 zjutraj. Ja. Veste več o tem, kaj boste kaj intervenirali? Da, torej to je bilo včeraj po noči, se pravi izvajano je bilo skupna vaja Slovenske vojske, mednarodna vaja v sodelovanju z
pripadnike ameriške vojske. Dejansko je bilo streljanje izvedeno zaradi potreb same narave vaje do poznih jutranjih ur. Ministrstvo je tukaj pač izvedlo določena posvetovanja za poveljstvom sil in v včerajšnjem nočno streljanje se je končalo že ob 11. uri, tako da bomo skladno z dosedanjo usmeritvijo ministrstva preverili vse prihajajoče aktivnosti na Počku in poskušali vse te aktivnosti, kolikor bo le mogoče, omejiti na čas do 11. ure. Seveda treba pa se zavedati, da določene aktivnosti zaradi obsega in pa narave samega usposabljanja ne moremo bistveno skrajševati in tukaj smo pač ujeti na izbiro, ali podaljšamo usposabljanje, se pravi časovno na več dni, ali pa potem naredimo recimo v krajšem, manj dneh, pa pač dlje v noč. Vendar je treba upoštevati, to so zahtevna usposabljanja, kjer je treba upoštevati tudi varnostni element vojakov, ki v tem sodelujejo in zatorej je treba to iskati nek kompromis in mi zdaj zelo intenzivno iščemo kompromis na tem področju. Smo pa lokalni skupnosti v teh stikih, ki smo jih imeli v preteklosti, pač poskušali pojasniti, da določene aktivnosti za letošnje leto so predvidene, že v načrtih so tik pred izvedbo in tukaj pač je zelo težko poiskati vedno optimalno rešitev, ki bi ustrezala vsem stranem. Se pa mi maksimalno trudimo, imamo tudi posebno delovno skupino in tudi znotraj generalštaba se iščejo rešitve, da bi te aktivnosti v nočnem času res skrajšali na najmanjši možni obseg. Imamo še vprašanje iz prejšnje teme in sicer STA, izvolite. Ja, mi pošilja iz redakcije, glede na nedavno stavko še, ki je bila na Sovi, kakšne so zdaj tam razmere, ker širite torej ta pooblastila, pa kdo bo izvajal strokovni nadzor? Zdaj, glede stavke težko komentiram, ker to ni v bistvu moja pristojnost. Glede pooblastil gre za pooblastila v smislu, to bo določeno v novem predlogu zakona o Sovi. Se pravi, ta dokument daje se samo strateški okvir, kot sem dejal, mi smo tukaj omejili, se pravi, to možnost še posebej postavili in vzpostavili ta dodaten poudarek na sodno odredbo. Zdaj, kako se bo to konkretiziralo, to bo konkretizirano v zakonu o Sovi. Zdaj, glede novega tega organa, to je tisti element, ki je v strokovni razpravi že nekaj časa v Sloveniji. Jaz iz osebnih izkušenj lahko povem zadnjih 15 do 20 let. Se pravi, mi imamo ta sodni nadzor, se pravi, to je predsednik Vrhovnega sodišča, potem imamo politični nadzor. Zdaj ta komisija, bomo videli, kakšna bo konkretna potem ureditev v samem zakonu, ampak ideja je, da imamo še ta strokovni pogled. To bo verjetno več strokovnjakov s področja obveščevalne dejavnosti, ki bodo potem retroaktivno gledali, kako so bili ti ukrepi izvedeni in bo tudi to, bom rekel, nek nabor znanj, ki bo podlaga za uporabo teh in bo potem tudi neko pomoč tem organom, ki izvajajo, se pravi, politični in sodni nadzor. Še na to temo ali odpiramo nove teme, poskusimo? Kar izvolite. Smo odprti za komunikacijo, ne? Glede verjetno dodatka na vojaške plače, ki je vlada sprejela prejšnji teden, menda vojski, vlada precejšnje nezadovoljstvo, kako boste to reševali? Poglejte, gre za vprašanje 59. člena. Vodilo ministrstva na tem področju je, da dobijo dodatek, se pravi ta 59, po 59. členu vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so do tega, bom rekel, dodatka upravičeni glede na naravo dela in povečan obseg dela. Se pravi, nikakor pa to ni dodatek, do katerega bi bili upravičeni vsi pripadniki Slovenske vojske, kot je bila to praksa zdaj v tem prehodnem obdobju od, če se ne motim, od junija lanskega leta pa tja do decembra. Se pravi, dodatek je namenjen za povečan obseg dela. Zdaj, koliko pa bo tega dodatka dejansko izplačanega, pa je zelo težko oceniti, ker je povezano z aktivnostmi. Kot če preberete sklep, je vezan na eni strani na mednarodne vaje in aktivnosti, potem je vezan na posebne profile znotraj vojske in pa potem je tista tretja točka, ki je mogoče malce bolj odprta in je zopet vezana na posebne ukaze, ki jih bo izdajal Generalštab Slovenske vojske. In vse to skupaj bo potem opredelilo, kolikšen bo ta obseg pripadnikov, ki bodo upravičeni do izplačila tega dodatka. Vsekakor pa treba upoštevati, da ta dodatek nikakor ni nadomestilo, neko sredstvo za povečanje plač vsem pripadnikom Slovenske vojske. Hvala, če ni več vprašanj. Hvala državnemu sekretarju. Lahko pa poudarim, da zdaj pripravljamo še to, mogoče, da tisto celovit nabor ukrepov, ki smo ga obljubili, se zdaj pripravlja. Mi se zdaj pripravljamo ukrepe na področju spremembe zakonodaje, ki bo omogočila ta prehod po 45. letu in pa tudi ukrepi, ki se zdaj vedno bolj izkazujejo kot nujno potrebni, da kako bomo vojake pridobivali oziroma pripadnike Slovenske vojske pridobivali in predvsem, jaz bom to zdaj zelo odkrito povedal in izpostavil vprašanje, kako jih bomo zadržali, ker je dokaj nenavadno, da ljudje relativno hitro po vstopu v sistem odpovedujejo svoje pogodbe.